Dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes bom obdelal temo nimam časa. To je en tak naš večjih izgovorov, tako da, če te ta tema zanima, daj ostani z mano do konca. Pri meni je to izziv, ker jaz absolutno res razumem pomen mreženja, vem, kakšna je dodana vrednost, če se pač mrežiš, povezuješ, če imaš prave ljudi. Pri meni je tako, jaz tako rekel, sem zelo po moje nisem pravi naslov, da bi rekel zdaj, ker meni to res veliko pomeni. Jaz vem, kaj je meni mreženje naredil, dejansko, kako je mene mreženje, ko bi rekel, izstrelil v neke nove svetove, ne. Mi je pa res žal, da pač marsikdo ne razume pač dejansko pomen mreženja in pač temu ne da toliko veliko prioriteto, čisto v redu, nič s temu narobe, ne. Verjamem pa, da če bi dejansko posamezniki, ko bojo razumeli določeni pomen mreženja, bojo temu tudi namenili veliko več časa, ne. Tako da, ampak govorimo o pravim ljudem, povezovanju, investiranju v različne odnose. Jaz se temu tako, malo se tako, izziv je samo temu, ker čas je zelo relevantna zadeva, ne. Mi imamo vsi teh 24 ur, ki nam jih je univerzum dal, ampak mislim, da gre čisto iskreno sam za stvar prioritet, ne. Vse to lahko govorimo, prioriteta je tudi, da boš telovadil, a boš zdravo se prehranjeval, ali se boš izobraževal, isti klub damo dejansko mreženje oziroma povezovanje s pravimi ljudmi. Torej, to je samo stvar odločitve, potrebe, prioritete, tako da pač tisti, ki me reče, nimam časa, pa to je zdaj čisto en, ko bi rekel, velik izgovor, ne. Jaz zelo velikokrat rečem za zadnje čase, da nimam časa, ampak res nimam časa, ne da me za določeno osebo vse, ampak pač enostavno imam toliko močno zdaj postavljene prioritete, da pač enostavno mi, ene določene stvari imam večjo prioriteto kot drugo in pač tisto, kar mi ni, za tisto pa res nimam časa, ne. Tako da, ampak ne pomeni pa, da rečemo, jaz res zelo veliko časa investiram v networking, ne. Zdaj, meni so bolj zanimivi te posamezniki, ki dejansko je vedno izgovor čas, ne. In potem ta čas, ki ga on kao nima za mreženje, pa zabije na, ne vem, gledati TV ali pa pač igra igrice, scrolla po socialnih omrežjih, no. Mislim, če to zdaj primerjaš, pol imaš čas, sam si ga res zabil v neko neumnost, ne. So pa veliko posameznikov pa tudi dejansko samo za neko obdobje nima časa. Res, včeraj sem eno super kavo, ki pač človek je res busy, pač resno, tako resna služba, veliki izziv v službi, 2 mala otroka, partnerka, nekaj časa. V takem primeru, taki posamezniki so res kratki s časom, ampak on je veliko svojega časa investira dejansko v biznis, v družino, ne, in pa mu res ostane malo časa. In tazga, ki reče, res nimam časa, ne, za določene stvari ga pač lažje razumeš, ne, kakor nekoga, ki dejansko zabija čas ne vem, ali vsak dan v isti ošteriji 2 uri, ne, ali pa pač za TV-om in potem reče, res nimam časa. Je pa vedno tako, to je čist absolutno stvar prioritete. Mislim, konkretno je, ko mi nekdo reče, nimam časa za mreženje, spiš cilje. Postavi si nove prioritete, povej, kam se želiš premakniti, ne? In ko boš ti dejansko imel cilje, imel ambicije, ne, pa boš tudi najdel čas za, ko bi rekel, kavo, za pogovor, za dejansko se povezati s pravim osebam, oziroma boš toliko bolj motiviran, da ne boš neke stvari, ko bi rekel, neumnosti počel. Rečemo, če povem čisto z mojega primera, jaz sem zdaj v 2-3 mesecih ogromno stvari spremenil. Torej, ugotovil sem, kje se želim na osebni ravni premakniti, kje se želim v poslu premakniti, konkretno sem si zabeležil cilje in sem si pač dal pol čistega vina natočil, katera vedenja moram jaz spremeniti, če jaz želim narediti korak naprej, ne. Torej, v poslu jaz sem si slabo prioritete postavljal, premalokrat sem rekel ne, to je zelo dobra tehnika, reči ne, in ne, ko ti tvoj da postane predrag, pa moraš zelo velikokrat reči ne. In dejansko pri meni se je pač zgodilo, da sem mene vsake 5 minut en cukal za rokav, težko sem rekel ne, pa sem se obrnil, pa moji projekti so stali.
Torej nisem to spisal, nisem tega poklical, ne, ker sem pač sem enostavno bil fokusiran na druge. Ko sem si zdaj spisal, torej cilje, prioritete, kaj moram spremeniti, jaz nimam, zdaj veliko lažje rečem ne. Tako da jaz sem si rituale uredil, torej kva zjutraj delam, kva čez dan delam, ne, dejansko, pa še enkrat, pri meni je, pa kaj delam zvečer. Pri meni so zelo prioriteta sem jaz, torej biznis, zala vid. Vse ostalo je pač posrednega, torej pač tiska bo pač, in če imam ekstra čas, ga investiram in dejansko sem si tako naredil, da si dejansko skušam splanirati dan, torej zjutraj si splaniram tekoč dan, pa si konec tedna splaniram cel teden in dejansko delam si blok ure, da si dejansko zabeležen dan oziroma zablokiram za stvarmi, katere so meni pomembne. Na ta način sem bolj učinkovit, pa še enkrat, zmanjka mi kakšen dan zabluzim, kakšen dan sem pač nemotiviran. Zdaj se mi je zgodilo, da sem pač moral nekaj pisati, nekaj narediti in sem čisto zablokiral. Enostavno, ni šlo, karkoli sem delal, sem rolil gor dol, kaj sem naredil, zaprl, pa sem skočil na jošta, vmes sem malo brainstormal sam s sabo, prišel nazaj, pa sem stvari naredil. Tudi to se ti lahko poruši, no. Tako da, ampak je še enkrat, v celi zgodbi so prioritete, ne, in dejansko pisati, kje te zmanjkalo, pa začni to popravljati. Zdaj tako, v mojem primeru, glede na to, kje sem bil, pa kje sem zdaj, pa kam želim iti, jaz dejansko ne rabim se motivirati. Jaz pač vem dejansko, da jaz, če ne bom ob sebi imel pravih oseb, me ne bo ratal. Ne bo mi ratal v tej smeri, ki jaz hočem, da mi rata, ali bom pač plačal previsoko ceno. Sem imel pa jaz dejansko eno tako zelo simpel vajo, da za motivacijo je dobro, da si napišeš, zakaj se hočeš mrežiti. In pri meni, jaz sem napisal, dejansko pri meni je bila situacija, ko sem gledal moje mami, njene pač, ko bi rekel, sodelavke, ki so dejansko, ko mi čakali, da so toliko pa toliko stari, da grejo na čakanje, na zavod, dejansko, ker je bilo pač, so imeli pač take službe, ko so imeli, in dejansko, ko sem videl, kako so tudi slabi penzija slaba, zgarani, zmatrni, dejansko, kada jih je cel svet pozabil, sem si jaz rekel, jaz si tega ne želim. Torej, meni je bilo jaz, ko sem zaprl oči, mene je bilo strah, kje bom čez 20-30 let, vkolikor se jaz ne bom razvil, in vem, da se lahko zelo hitreje in bolj učinkovito se razvijamo v pravih osebah. In dejansko v štartu, ko me je zmanjkvalo motivacije, ker se mi ni dal ali nekoga poklicati, ali iti na kakšen dogodek, ali iti nekam, sem jaz si zaprl oči in sem rekel, glej Boško, kako ti pa drugače ratal? A želiš ti res biti tako, pri 65 se trest, a bo šel ali pa ko mi čaka, da greš na zavod. Tako da, in sem rekel, jaz pa hočem delati, kolikor se mi bo pasalo, je to do 70, 80, 90 leta, in jaz bi rad, da folk z mano dela to, ker hoče z mano delati, ker sem kvaliteten, ker imam neko vrednost pri meni, ne zato, ker pač po zakonu morajo z mano delati. In to pomeni samo, da pač enostavno mora biti vedno aktiven. Pri meni se je to še zgodilo, da mi dejansko moja mreža vozi vedno boljše ljudi. En, ki ima dobrega prijatelja, dobrega poslovnega partnerja, reče, ti moraš Boška to spoznati. Še meni se to dogaja na tedenski bazi. Tako da jaz niti ne rabim, pa še kljub temu sem motiviran, pa jaz na dnevni bazi iščem in sem dejansko proaktiven do ljudi, za katere jaz ocenjujem, da jih jaz rabim. Ne glede na to, koliko sem zmrežen, koliko imam dejansko ozunije, še vedno toliko vrhunskih oseb, da jaz jih, ni šans, da jih lahko podelam, da jih lahko vse ujamem. Tako da osebno ne rabim motivacije, ampak tismu, ki mu manjka motivacija, razloži si, zakaj bi to delal, in ta zakaj mora biti toliko močen, da kadarkoli ti pade energija dol, pomisliš na zakaj, pa pol, dejansko imaš to neko brco rad. Ta ravnovesje je, pač jaz niti se ne trudim preveč to balansirati, ne ločujem privat pa poslovnega sveta, torej pomeni, zdaj je ura 8-9, pa to snemamo, torej pa je to posel. Jaz pač enostavno vem, kje so moje prioritete
in dejansko skušam to vse skupaj živeti, da je to nek tak dober lifestyle. Je pa res, da pač v tednu, ko sta Zala pa Vid pri meni, se pač prioritete temu pač prilagodijo. Ker pač ona dva sta mi izredno, Zala pa vi sta mi pač izredno pomembni osebi v mojem življenju in tisti teden, ko sta pri meni, pol je dejansko je moj fokus toliko večji na njima, ker pač njih ni, si bom pa jaz, ko bi rekel, vzel kakšno minuto več za sestanek, ne glede na to, pa mi rečemo, nikoli pa ne pozabim delati na sebi, torej ali je to zdaj skok na hribček, ali je to fitness, karkoli, je pa res, da ful združujem. Je zelo velika Zalo pa video vzamem sabo na kakšen sestanek, vzamem Zalo pa video na kakšen dogodek, gremo skupaj na fitness, skupaj počnemo veliko stvari in pa združujemo te, ko bi rekel, in dajmo reči moje poslovne in zasebne zadeve. Tako da pač enostavno fajn je, če uživaš v temu, fajn je, če to ne jemlješ kot neko nujno zlo, kot neko hudo obveznost, govorimo zdaj poslovne zadeve, fajn je, če dejansko daj tudi kakšnega iz svojega zasebnega življenja aktiviraš v poslovnem svetu in obratno, ker te ljudje se nam itak konstantno prepletajo. Tako da, čisto preprosto za konec, če ti vse to postane en tak lifestyle, pol je vse skupaj lažji, absolutno pa lažji, če imaš ful jasne prioritete, kaj želiš v življenju. Jaz upam, da zate ne bo, nimam časa, izgovor v mreženju, v povezovanju. Če ti je bilo to všeč, pošlji kakšnemu, stisni like, upam, da mi slediš. Če imaš pa kakršnokoli vprašanje, pa pokliči pa pošlji mail. Čau.